razmatran. Sem pa tle. Ne moram reči, pač od tega WC-ja do sem zaudarja, pa je ful stran, pač. Ampak kjera svetloba? Oh my god. Boljš ka golden hour. It's different zjutraj. Jaz sem res jutranji človek. Ne, pa kaj stavo tebe je? To je strah. To meni je. Mene tudi ni strah, no. Malo hitro pevam. Noč me ni strah, no. Tako literally zadnjo minuto nama je uspel pridati. Sekunda. Ja. Ker se je pred nama najprej peljal en bus, pa še kamion in pač... Ja, to je Orebič. In kam greva zdaj? Na Korčula. Ja. Hej, valovi v vetru, sonce na Korčuli, slalo med Kornati, mislim vsega. Pa smo na svoje destinacije. Še kartico vzal. Dej no. Tako vse v steklu, tlej tuš. To je tak industrijski stil in meni je to ful všeč. In kaj pa je? Koliko je dobro. Oh my god. Kako se imenuje ta plaža? Pravi. Ja. Res lepo. Če se ne vem, ki se na tem Ražniču gre v vodo, ker je kar smotan. Ampak bo probala nekaj videti. Midva greva nekam na plažo. Evo, divje svinje. Domen vas morat divje živali iz gozda. Sam nekaj. Sem se mi odpeljala sem na Hrvaško. Oziroma, prišla sva iz Vinice čez mejo in tako v grmu krava me čaka, tako srna z največjimi rogmi. A veste, kaj je to bilo? Kako sva dobro plažo najdla. Oh my god. Kva? Kaj delaš? Tiša. Všeč mi je to mestece, wow! Stanje. Skozi mi takuje v reko, tle sred ljudi na Korčuli. Še pol kaj drugega dviguje. Tako hodam lepo in pa Na plažo. Ampak da to ni Ražnič. Viski stil. Poglejte, kot garaža od avtomobilov. Mene pa ful všeč. Greva zdaj na kjero plažo greva? Nekaj na Bačva. Bačva. Koliko je to stran? 15 minut. 15 minut. Let's go. Na otoku je ful veliko divjih svin in tamle imajo one prebivališče.
to ima doma za ribe loviti, ima pa tukaj še cela štirica. Da on to je kao lovi ribe. Včeraj je dejansko 2 ulovil, ampak taki, ki ste imeli od radioaktivnega sevanja neka bolezen. Ker smo niste mogli ven pa iz mreže. Pa to štruco nisem kupil, ampak sem jo na tleh najdel, ko je motorist zgubil. Pa sem pa popravil, sem rekel za ribe. Ampak jaz se ribam lažem, da sem to za njih kupil. Pač mi dva te plaže gledava na Google, a ne? In pa so tam razni te reviewji, pač mnenja. In en je rekel, da se potem da pride z avtomobilom, pač. A mi dva, ko mi hodva gor. There's a distance between us. Evo, sva se že akomodirala na plaži. Tako je, ful majhna plaža. Tako samo eni so še tam zraven trenutno. Ko smo jih že včeraj na ovni plaži videli. Poglejte, tukaj imamo pa kruh in mrežo. Dol ima kopalke, podobne mojim. Šla sem v mesto Korčula, prav staro mesto. In tukaj, čim prideš iz se pravi... Rivele luke Ne, proti Korčuli. ne. Iz tam, kaj je trajekt. To S ni kjere Rive. kol smeri prideš, pač ko vidiš pokopališče, pa makadam tukaj parkiraš. Zato, ker je tukaj brezplačno parkirišče. In pa ni zdaj to una gorenjska fora, pač, da moraš iti pol peš dol, ampak te dejansko pride tam. Ja, pa zastonj je. Ampak ne, v glavnem na Kružnemu vidiš nek trikotnik na zemljevidu in tam je ta parkirišče. Če boste slučajno kdaj na Korčuli, pa če boste iskala, ne da. Ja. Domno se zatakne pas na temu turističnemu, ko te pele od parkirišča do mesta. Special prevoz. Ja, da več hudo. Ja. Golf kart, samo za več ljudi. Zdaj smo se pa začeli voziti. Ej. Kako je to dobro? Mi se tako sediva, da smo nazaj obrnjena, ne? Nismo sploh naprej. Ja, bom zdaj malo obrnil, da te vidim. Snimam za vlog iz Korčule. Ja. Na kaj? Tamle je mesto. Aha, to je mesto. Zelo, zelo lepo. Pa sej, v bistvu na Hrvaškem ne moreš tople vode odkrivati. Dejansko je pa so tisto, ampak je pa so tisto lepo. Ja. Si kaj lačna? Ja. Ampak gledaj to, taka lepa tržnica spominkov. O, kurac. Je kar zanimiv, kar hitro sva dobila. Ni napoletanska. Je pa dobro zgleda. Vela Luka. Vela Luka. To je, bi lahko rekel, prvi in zadnji postanek zelo dobrega pevca, omiljenega. Čakajte, poslušajte. V glavnem,
Stanov, ja, Oliver Dragojevič. Tole je pokopališče Svetega Roka nad Velo Luko. Tam od zadaj je Vela Luka za temi smrekami. In tukaj je tole. Ta grob črn od zadaj je pa pokopališče od Oliverja Dragojeviča. Tam precej sveče sam tu. Lara me je pripeljala do nekih plaž tukaj. To je v Veli Luki. Prišla sem pa tudi do Oliverjeve hiše, Dragojevič, kjer je živel. In to tako izgleda. Tukaj v Veli Luki. Ja. Imajo gostilne in kar povsod se predvaja Oliver Dragojevič. Imajo tudi osnovno šolo in glasbeno šolo od Oliverja Dragojeviča. Meni se zdi to več lepo. Nov dan. Danes greva na eno plažo na severni strani otoka. Zdaj, prejšnje dni so vse hodila na južno stran otoka, kjer so plaže sicer lepše, ampak zdaj so rekla, da greva probati še na severni strani, tako da bo videla, kaj bo zdaj, ne. Ja, a lahko normalno poviš, tako da imaš referat. Kaj pa je? Ja, zdaj so prišla do ene plaže, ker dejansko nobenega ni. Private beach. Poglejte, kako lep zalivček mava. Sem mislil, včeraj je avto prav. To je pa zate značilno, da vedno pereš avto en dan pred dežjem. Jaz operam avto in potem grem na zajtrk zjutraj. In super vreme, mečkaj mi sonce svet toliko, da glih jaz ne morem, ker me bajsa v obraz. Grem v sobo, se preoblečem v kopalke, 10 minut, grem ven in avto mokar od dežja. Zjutraj sem pa na terasi jedel. Pač,